Danes imamo v kliničnem centru Ljubljana hospitaliziranih že preko 150 pacientov okuženih s koronavirusom, od tega 28 v intenzivni terapiji na ventilatorjih in ostalih na COVID oddelkih ter na pediatrični kliniki. Tako imamo ta trenutek pacijente okužene s koronavirusom na 5 lokacijah. Prav na infekcijski kliniki, na ortopedski kliniki, na novi pediatrični kliniki, kjer so otroci, na stari pediatrični kliniki in pa v bolnišnici Petra Držaja. Zaradi naraščajočega števila potreb po COVID lokacijah oziroma COVID kapacitetah bomo že v petek predvidoma odprli prvo etažo kliničnega oddelka za gastroenterologijo, s katerim bomo še dodatno ukrepili te naše kapacitete. Hkrati pa pripravljamo dodatne postelje za intenzivno zdravljenje naših pacientov in to na 2 lokacijah, se pravi tako v bolnici Petra Držaja kot v drugem nadstropju centralne stavbe kliničnega centra. Tu je pač treba povedati, da postelje, opremo in vse potrebno z velikim trudom zagotavljamo. Največji angažma pa je na področju kadrov, kajti za 300 postelj pacientov s koronavirusom in pa 60 intenzivnih postelj pacientov s koronavirusom potrebujemo praktično 500 medicinskih sester in med 75 in 100 zdravnikov. In prerazporediti programe, zato da lahko dobimo notranje rezerve za COVID paciente in hkrati s kadri zagotoviti preskrbljenost tako COVID kot ne COVID pacientov, je velik izziv in res iskrena hvala vsem zaposlenim, tako zdravstvenim kot nezdravstvenim delavcem, ki so te dni predani svojemu delu, delajo preko svojih zmogljivosti in samo hvala. Glede na zaskrbljujočo epidemiološko situacijo v Sloveniji smo s predsednikom vlade pregovarjali možnosti dodatnih kapacitet v kliničnem centru za pacijente okužene s koronavirusom in seveda nekako najbolj verjetno dogovorili se pravi 6. oziroma 7. lokacijo, na kateri bomo seveda sprejemali pacijente s koronavirusom v naslednjih 10 do 14 dneh, ko pričakujemo, da bo seveda najhuje. Ker imamo kapacitete tako kadrovske kot prostorske v bolnišnicah praktično povsem zasedene z vsemi programi, ki smo to je predolgo, ker imamo v bolnišnicah z programi praktično prezapolnjene vse kapacitete, bo potrebno v naslednjih dneh zdravilišči dogovoriti rešitve in morda nekužne pacijente oziroma ne COVID pacijente predčasno poslati na zdraviliško zdravljenje oziroma namesto po infarktu 7. dan domov, 4., 5. dan še za 2-3 dni v bolnišnične kapacitete zdravilišča. Zdravilišči ste se pa že pogovarjali, kakšni so bili odzivi? Za zdravilišči se pogovarjajo na nivoju države, tudi sami smo vzpostavili nekatere kontakte, tako da je nujno potrebno, da se te kapacitete angažira v tej težki zdravstveni situaciji. Koncesionarji pa pomagajo določeni s kapacitetami, določeni s kadri? Ja, s koncesionarji se pogovarjamo v najširšem možnem, bom rekel, obsegu, kajti vsak prispeva po svojih najboljših močeh. Z nekaterimi se pogovarjamo tako, da naši zdravniki tam, se pravi naši zdravniki opravljajo na njihovi lokaciji naše zdravstvene storitve, medtem ko drugi prihajajo k nam pomagati v neprekinjeno zdravstveno varstvo oziroma dežurno službo, da popolnimo vse kadrovske kapacitete.